Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem predavanju z naslovom Prenova univerze in razvoj vsebin za trajnostno prihodnost. Predavanje organiziramo v okviru Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, ki jo krajše imenujemo SMUL, in ta mreža povezuje več kot 200 slovenskih znanstvenikov, ki delujejo v tujini. Današnjo predstavitev bo izvedla dr. Lela Melon, ki je strokovnjakinja za trajnostni razvoj s pravnim in ekonomskim ozadjem. Trenutno pa deluje kot profesorica poslovnega prava za trajnost na Univerzi Pompeu Fabra, kjer aktivno soustvarja izobraževanje in razvoj znanja prihodnjih vodij trajnostnega razvoja. Zdaj, sama Univerza Pompeu Fabra je tudi članica Mednarodne zveze univerz, Utopija, ki vključuje 10 evropskih univerz in 6 globalnih partnerjev, med njimi tudi Univerzo v Ljubljani. Bi pa želela še napovedati, da bo dr. Lela Melon tudi 26. novembra vodila spletno delavnico o tem, kako lahko visokošolske institucije postanejo gonilna sila trajnostnih sprememb, tako da bodo tudi podrobnejše informacije znane še naknadno in boste tudi prejeli vabilo. Je pa Lela tudi pripravljena nuditi podporo in je tudi zainteresirana za sodelovanje z vami, se pravi z raziskovalci in raziskovalkami Univerze v Ljubljani, in jo lahko tudi v primeru interesa neposredno kontaktirate. Današnjo predstavitev bomo tudi posneli in bomo potem tudi po predstavitvi objavili posnetek na spletni strani, prav tako pa vam ga pošljemo tudi na e-naslov, ki ste ga navedli v prijavi. Bo pa tudi po zaključku predstavitve dr. Lela Melon na voljo za vsa vaša vprašanja. Bo pa dogodek v nadaljevanju povezovala dr. Mihaela Pavličev. Mihaela je evolucijska biologinja, ki pa deluje trenutno na Univerzi na Dunaju in je tudi trenutna predsednica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani in ji tudi sedaj predajam besedo. Hvala lepa, Katja. Hvala tudi za predstavitev SMUL-a. Zelo me veseli, da je toliko interesa, in zelo me veseli, da lahko danes pozdravim dr. Lelo Melon. Dr. Melon je začela v Ljubljani in potem odšla na mnogo postaj po tujini. In mislim, da je najboljše predstavim njeno pot, če enostavno rečem, ekonomija in pravo, zelo široko, in morda centralni koncept cele poti trajnost. In danes bomo slišali o njenem delu in predvsem o izkušnjah in izzivih in problemih v vzpostavljanju novih magistrskih programov v Španiji, v Barceloni, in predvsem 2 masterov, Sustainability Management in Planetary Health. In mislim, da najboljše, da ti kar predam, Lela. Hvala lepa. Najlepša hvala. Pozdravljeni vsi, hvala vsem, ki ste se udeležili. Ideja danes je v bistvu predstaviti nekako našo pot, kako smo začeli, kako smo nadaljevali. Pot definitivno ni končana, smo pa lepo zakorakali na njo. Sama se nahajam trenutno na Univerzi Pompeu Fabra, na pravni fakulteti, čeprav v bistvu, kot smo že, preden smo začeli tole predstavitev, smo nekako zasebno razglabljali, da najtežja stvar biti strokovnjak o trajnosti je to, da spadaš vse posod, pa ne spadaš nikamor. Tako da kljub temu, da sem jaz na pravni fakulteti, sodelujem s poslovnimi šolami, sodelujem z ekonomijo, sodelujem z vodstvom, sodelujem z našim institucionalnim okvirjem Planetary Wellbeing, in v bistvu kot en kameleon se prilagaja meni in drugi strani, zato da bi se dejansko trajnost vpela v naše programe in v našo identiteto, no. Tako da, kar se tiče Pompeu Fabre, imamo ogromno akademskih fakultet, od prava do ekonomije, poslovnih ved, humanistike, zdravja in življenjskih ved, medicino imamo, komunikacijo, politiko in družbene vede, ki so vse nekako razpršene po mestu. Pri nas dejansko je to bil eden od problemov vpeljave neke trajnostne strategije vse centre, zaradi tega, ker spadamo pod en okvir, pa se v bistvu ne poznamo toliko, tudi zaradi te fizične razdalje, no. Potem ogromno stvari se je naredilo na Barcelona School of Management, ki je del mreže fakultete Pompeu Fabra, s tem, da Pompeu Fabra je fakulteta, ki je javna, potem Barcelona School of Management pa SCUPF sta pa pol javni, pol zasebni ustanovi.
Zakaj je to pomembno, ko začenjamo razlago, kako smo mi prenovili naše kurikulume, je zato, ker v javni ustanovi tle v Španiji je to mačkrat težje narediti, kot v ustanovi, ki je delno javna in delno zasebna. Tako da nekako naša vstopna točka, ki nam je malo olajšala delo pri prenavljanju kurikulumov, je bilo to, da smo najprej začeli delati z SCUPF, potem z Barcelona School of Management in potem se je nekako prelilo v mojem primeru na pravno fakulteto, pa tudi v sodelovanje pri nastajanju magistrskih programov z drugimi ustanovami, ki bomo videli v bistvu kasneje. Malce smo imeli sreče, da se nam je datumsko poklopilo to razmišljanje o tem, kaj je v bistvu naloga in kakšna je obveznost naše fakultete v klimatski krizi v bistvu. V letu 2015 se je na ravni Združenih narodov sprejel Pariški dogovor, ki je odprl vrata Evropske unije, seveda, da prenovi zakonodajo in da se začne ukvarjati s okoljevarstvenimi vidiki, pa tudi socialnimi vidiki trajnosti. In v istem času smo imeli v bistvu srečo, da smo imeli tako zelo sprejemljivo politično okolje na Pompeu Fabri, kjer je naš rektor osebno bil zainteresiran za trajnost. Zraven rektorja pa še majhna skupina, 3 do 5 znanstvenikov, ki so začeli razvijati koncept planetary well-being oziroma planetarne dobrobiti in rekel, da v bistvu za nek dejanski doprinos k boju za trajnost je potrebno razviti strategijo. Tako da se je v 2018 rodila naša strategija Planetary Wellbeing, ki je zdaj neki institucionalni okvir, ki raste. Ta institucionalni okvir, ki raste, bo v letu 2027 tudi imel svoj poseben center za raziskave, svojo stavbo, sofinanciran strani Evropske unije in Barcelone, in bo v bistvu nekako vodil našo preobrazbo od tukaj naprej kot center. V istem času, ko smo imeli institucionalni okvir, smo začeli razumevati, kaj je v bistvu naša naloga. Prvo, podpreti in združiti ljudi, ki so že počeli stvari v okviru trajnosti, ne glede na to, na kateri fakulteti so se našli, in kot drugo, prenoviti naš kurikulum, da dejansko je usklajen z našo institucionalno strategijo. Tako da smo v letih 2019 in 2020 začeli razmišljati o tem, kaj so naši temelji kurikuluma trajnosti in kje je potrebno v bistvu glede na aktivnost Združenih narodov in Evropske unije tudi začeti spremenjati kurikulume. Očitno je, in to ste verjetno opazili tudi vsi, ki ste se s trajnostjo še ukvarjali, vsega prenoviti naenkrat ne gre. To je v bistvu edini zagotovljen način, kako nam to ne bo uspelo, če želimo vse prenoviti naenkrat. Torej se je treba vedno odločiti, kaj je strateško najbolj pomembno za nas, pa kaj je strateško najbolj pomembno za dosego neke trajnostne družbe, trajnostno naravnane družbe, in pri nas smo se v bistvu odločili, da bomo šli najprej na poslovne vede, na pravo in na medicino. No? Razumeli smo zelo hitro tudi, da ne moramo samo prenavljati kurikuluma in razlagati, da se strinjamo s tem, da je trajnost v bistvu naša edina prihodnost, ampak da je potrebno narediti to institucijo samo trajnostno. Tako da smo v letu 2021 razvili celostni načrt za okoljsko trajnost. Tle mu rečemo, v bistvu niti ne uporabljamo španskega naziva, ampak uporabljamo kar angleškega Environmental Sustainability Plan, ker zaenkrat smo se odločili, da bo 3-leten. Letos smo ravnokar sprožili konzultacije preko cele univerze, ki so odprte vsem zaposlenim na univerzi, za določitev novega plana. Ko so se nekako te kocke zložile in smo razumeli, da je to neka strategija naše fakultete, smo se odločili tudi, da glede na to, da je zelo težko iti v prenovo čist celotnega kurikuluma, ne glede na to, kje se ta nahaja, in ustaviti trajnostne teme v vsak predmet, ki ga učimo, da mogoče najlažji način je ustanoviti in skreirati nek nov program, ki bo namenjen samo trajnosti. Tako da smo v letu 2022 v bistvu šli naprej na 2 načina. Bom kasneje malo bolj razložila, kaj sta ta 2 programa. Ampak prvo, najprej smo razvili magistrski program poslovnih ved, v bistvu Sustainability Management na naši poslovni šoli, na BSM UPF, kjer smo zbrali vse strokovnjake, ki smo jih mi že imeli na Pompeu Fabri, ki so učili karkoli v zvezi s trajnostjo, in smo zasnovali program, da je dejansko pokril in socialne vidike in okoljevarstvene vidike,
pa tudi ekonomske vidike trajnosti. Glede na to, da smo javna institucija in da smo ta program razvili na instituciji, ki je delno javna in delno zasebna, smo imeli v bistvu srečo, da so nam celoten kurikulum in celoten program odobrili v letu in pol, kar je bilo rekordno v bistvu tle v Kataloniji, ker vedno to traja najmanj 2 leti do 3. Tako da smo mi v letu 2023 že dejansko začeli izvajati ta program. Kaj nam je pa omogočilo, da smo ga začeli izvajati, pa to, da smo imeli strokovnjake doma. Naša SCUPF poslovna šola, ta mednarodna poslovna šola, ki sem vam jo omenila prej, ima eno lepoto priključeno k sebi in to je sicer katedra UNESCO za krožno ekonomijo in klimatske spremembe, kjer je naš direktor v bistvu bil član Združenih narodov oziroma strokovnjakov Združenih narodov že od samega začetka dela Združenih narodov na tem. Ogromno znanja je bilo tam skritega, ogromno povezav, ki je samo čakalo v bistvu, da se prelijo nek program. Tako da tle smo v bistvu imeli mačken srečo s tem, da smo bili pač inovativni, pa smo se želeli stvar naprej poriniti, smo imeli tudi srečo, da smo imeli strokovnjake doma, ki so bili to sposobni izvesti. Ugotovili smo tudi, da ne zmoremo vsega sami in da definitivno iz svojih napak se bomo naučili, ampak ne dovolj, da bi napredovali toliko hitro, kot potrebujemo. Tako da že v letih 2020-2021 smo začeli mačken s partnerstvi, ampak globoko smo se povezali pa z univerzami, pa z mrežami izven UPF-a, tam nekje 2022-2023, kjer sem jaz osebno tudi na ESSEC-u v Parizu skreirala 2 programa, v tretjem pa učila. In v mreži je Utopija, smo v bistvu bili zelo glasni, ker se je govorilo o trajnostnih programih in o trajnostnih spremembah. In v okviru te Utopija mreže smo mi tudi ustvarjali en predmet, ki mu je ime, ki ga nazivamo Ekotopija, na katerega sem precej ponosna, ker v bistvu celega izvajamo Slovenci. Nekako se je tako izšlo, da Ladeja Godina Košir svojo organizacijo v okrožni ekonomiji je nosilka dela tega predmeta in poletne šole na ekonomski fakulteti. Jaz sama pa pač nosilka prvih 2 delov tega predmeta, kaj poučujemo, osnove trajnosti, trajnostno poslovanje in potem krožno ekonomijo. Temu predmetu se v bistvu lahko priključi katerikoli študent iz 10 ustanov in 6 partnerskih institucij Utopija mreže. In letos ga bomo izvajali že 4. Res je uspešen, vsakeč je več učencev in vsakeč ga naredimo bolj interaktivnega, tako da v bistvu dosežemo internalizacijo znanja tudi, se pravi, ni samo teorija, sploh glede na to, da je poučevanje preko Zooma in to oteži stvari, ampak dejansko otroci ogromno delajo na praktičnih projektih, kar dejansko pomaga internalizirati znanje. V letu 2024 smo se osredotočili še bolj na to, da bi mi bili trajnostna institucija in začeli razmišljati o preobrazbi in prenovi kampusa. Od uporabe vode do elektrike, vse naše kampuse trenutno poganja obnovljiva energija in pa v bistvu meni, kaj ponujamo v naših menzah in imamo trajnostne alternative, pa pač ozaveščanje in izobraževanje o teh trajnostnih alternativah preko celega kampusa. V letu 2025 smo že na pravni fakulteti končno v dodiplomski študij ustavili predmet Sustainability and Law. Zakaj? Zato, ker naenkrat v bistvu smo prišli iz tega, da trajnost je bila nekako na obrobju pravnih znanosti, pa mogoče se je malo dotikala, pa EU je veliko naredila s svojim zelenim dogovorom, do tega, da smo kar naenkrat dobili eno brančo prava, ki se reče Sustainability Law. In zelo hvaležna v bistvu celotni univerzi, ne samo pravni fakulteti, da so videli, da je v bistvu tak predmet na dodiplomskem študiju dejansko potreben in pomemben. Kar me je presenetilo glede tega predmeta, je bilo pa v bistvu to, da učenci, ki jih trenutno imam, ki jih je 50, ki so se v bistvu prijavili v zadnjem trenutku, ker je bil kurikulum na voljo šele julija, preden smo septembra začeli, so 90% tujci, se pravi študenti Erasmusa ali pa študenti tujih programov, ki so prišli k nam. Tole tako mi je bil zanimiv podatek, glede na to, da naši otroci, naši študenti iz Katalonije non-stop prosijo za te predmete, so se na koncu zanga odločili, v bistvu večinoma tuji študenti. No? Tako da, kaj je sploh Planetary Wellbeing iniciativa? Je nek osrednji strateški steber, ki ga imamo celotne institucije, ki naj bi imel vodilno vlogo pri prenovi programov in vsega, kar pač počnemo. Osredotoča se tako na raziskovanje, kot na poučevanje, kot na organizacijsko vodenje na koncu koncev.
Kaj je bil pa njegov prvotni namen, je bilo pa povezati ljudi, ki delajo na trajnosti v nek skupen center, da v bistvu lahko eksponentno rastemo. Smo ena prvih univerz, ki je končno lahko postavila trajnost v samo srce strateške identitete, ne bom pa rekla, da je bilo lahko. Še zdaj se nam zgodi včasih, da delamo na kakšne stvari, na krožni ekonomiji, na razumevanju, na mogoče strategijah, jaz recimo raziskujem strategije v podjetjih, pa kako politike evropske podpirajo te strategije krožne ekonomije v podjetjih, in ugotovim, ne vem, po 14 letih dela na Univerzi Pompeu Fabra, da en kolega na ekonomiji počne iste stvari, pa sploh ne vem, da obstaja. Tle imamo še vedno težave, kako dejansko povezati in narediti pretočne informacije z enega oddelka na drug, poznati ljudi, ki se nam priključijo oziroma so tukaj že nekaj časa, da bi lahko bolj uspešno in bolj učinkovito v bistvu delali skupaj. Ja, bolj, ko smo razmišljali o tem, kako lahko to pospešimo, manj nam je bilo jasno, je pa res, da kakršenkoli ali sestanek ali dogodek, ki ga imamo v okviru Planetary Wellbeinga, vzpostav vedno več in več teh povezav. Včasih nam še ide kdo, ki pride na kakšen raziskovalni projekt od zunaj, ampak neka ta osnova trajnostnega raziskovanja, ki jo imamo na UPF, je pa nekako že vzpostavljena in se zdaj v bistvu večina pozna. Prav zaradi tega centra in prav zaradi te strateške usmeritve. Ker želimo biti odgovorni tudi sami, naš okoljski načrt trajnosti dejansko ima tudi cilje. In eden od teh je doseči ogljično nevtralnost do leta 2050. Kako poskušamo to doseči, je predvsem kontrolirati našo mobilnost. Imamo ogljični odtis naše univerze, razumemo, kje se nahajamo, razumemo, kam želimo priti. In kot večina podjetij in drugih univerz smo tudi mi ugotovili, da večina našega ogljičnega odtisa prihaja iz Scope 3. Tako da, kako naši študenti pridejo na fakulteto in kako odidejo z fakultete, pa tudi naši raziskovalci. Dejansko delamo na tem z Barcelono mestom, nova parkirna mesta za kolesa, nove polnilnice za električna kolesa, dejansko več linij avtobusov imamo v zadnjih 5 letih do nas. Metro je dobro v bistvu povezan z vsemi kampusi in se v bistvu ukvarjamo najbolj s tem, kako Scope 3 znižati, medtem, ko znotraj univerze smo pa dejansko že opravili z energetsko učinkovitostjo, vse naše stavbe bodo v skladu z novo zakonodajo Evropske unije, te, ki se na novo gradijo in bodo ničelne, kar se tiče emisij, tudi ta center za Planetary Wellbeing. In pa osveščanje, no. Ogromno delamo na tem, da osveščamo naše študente prek vseh kanalov, ki se jih dotakne, od posterjev na fakulteti do Instagrama, do TikTok računa, vse pač, kar Pompeu Fabra dejansko ima. Tudi v kafeterijah, razen tega, da imamo Menu for the Planet, dejansko se dela ogromno na tem, kakšne porcije hrane se dejansko dajo študentom in kaj lahko oni izbirajo. In tudi tle smo v bistvu napredovali in smo zmanjšali za 20% že količino hrane, ki se med kosilom vrže stran, kar je bil za nas kar dosežek, ker je to pač potrošnike kontrolirati je zelo težko. Okay, kar se tiče masterjev, smo zelo tak zanimiv pristop imeli. Magistrski študij, prvi, ki je bil v bistvu nam baza za to, kako mi vidimo trajnost in kakšno znanje in sposobnosti mi mislimo, da dejansko študenti morajo imeti, je bil Master in Sustainability Management, ki smo ga ustvarjali za našo poslovno šolo. Program je dejansko celovit. Namenjen je temu, da se ustvarja vodje v smislu trajnosti in je sestavljen iz vseh 3 delov, se pravi varovanje okolja, ekonomski del, kako so naša podjetja, kljub temu, da so trajnostne, lahko še vedno uspešna, in pa pač socialni vidiki. Osredotočamo se predvsem na strateško načrtovanje trajnostnih poslovnih modelov, na merjenje in poročanje o okoljskem in družbenem vplivu, učinkovito upravljanje tudi deležnikov in trajnostno komuniciranje, pa kako implementirati krožno gospodarstvo. Naši diplomanti naj bi na koncu v bistvu našli službo kot trajnostni menedžerji, CSR strokovnjaki, svetovalci za ESG strategije v financah,
So pa tako tujci kot domačini, v bistvu do zdaj smo imeli spet večino tujcev, verjetno tudi cena programa mačkam pripomore k temu, s tem smo se že ukvarjali. Še enkrat, UPF BSM je delno zasebna, delno javna ustanova. In magistrski programi niso ravno poceni. Je pa res, da v zadnjih edicijah, v zadnjih dveh izvedbah tega programa smo v bistvu za 20% oziroma skoraj 30% zvišali španske študente tudi. Drug način, kakšnega smo to videli, je pa spet prišel iz neke zasebne iniciative našega strokovnjaka v medicini, ki je osebno bil zainteresiran za to, kako se trajnost in pa pač javno zdravje in javno zdravstvo prepletata, in smo zgradili oziroma skonstruirali magistrski program, ki ni samo naš, se pravi od Pompeu Fabra, ampak v njem sodeluje tudi Universidad Oberta de Catalunya in pa IS Global. Je interdisciplinaren program spet, prepleta tukaj zdravstvene vede, okoljske študije, pa družbene politike. Ukvarja se z vprašanji predvsem, kot so, ne vem, povezava med podnebnimi spremembami, javnim zdravjem, kako vpliva degradacija okolja na koncu koncev na človeško zdravje in blaginjo, kako lahko na podlagi vsega tega znanja potem razvijamo preventivne strategije, pa neke zdravstvene politike za trajnostno prihodnost, tako v urbanih kot v regionalnih okoljih, pa ta pristop One Health, ki ga ima Lancet, ki povezuje zdravje ljudi, živali in planeta, in v bistvu ta program na koncu koncev izobražuje strokovnjake, ki so že dejavni v medicini, kako vplesti pač trajnostne vidike v njihov poklic. Kdo so potem diplomanti, pač strokovnjaki za planetarno zdravje, oblikovalci raznih zdravstvenih politik, raziskovalci, ki imajo potem vpliv tudi na kako se razvijajo politike in zakonodaja. In ta program pa izvajamo v bistvu že 5. leto. Tako da razvit je bil do konca v letu 2020, je pa online program. Se pravi, izvaja se na platformi Universidad Oberta de Catalunya, ki nima predavalnic in nima živo predavanj, ampak se vse izvaja na spletu s posebno aplikacijo, ki jo imajo. Vsak predmet ima ponavadi 4 različne sklope nalog, in so, da bi študenti pač prebirali material, poslušali material, videe, ki se jim predvaja oziroma ki se jim posname, in potem na koncu vsakega tega sklopa, ki so ponavadi dolgi 1 mesec, imajo kot en izpit oziroma morajo dostaviti naloge, etc. Zato pravim, da večinoma ta program vzamejo ljudje, ki že delajo, ki so že profesionalci, zato da se prilagodi v bistvu njihovem času. Ena stvar, ki smo jo v samem tem času pa razvoju vseh teh posebnih predmetov, pa poletnih šol, pa zimskih šol, pa sodelovanja z ostalimi institucijami ugotovili je, da glede na to, kakšen pereč problem in akuten problem in problem, ki ga je treba rešiti, relativno hitro predstavljajo pač klimatske spremembe, da so naši programi na momente še vedno preveč teoretični. V tem trenutku smo se usedeli z SCUPF, z našo mednarodno poslovno šolo, in ugotovili, ugotavljali skupaj, kako naj skreiramo program, ki bi po nekem relativno kratkem času na zelo apliciran način dovolil ljudem, da se prekvalificirajo v strokovnjaka v trajnosti. Računali smo predvsem na ljudi, ki delujejo že v biznisu, poslovne vede, in ciljali predvsem na skupino, ki je ne nujno v Kataluniji ali pa v Barceloni, ampak mogoče v Španiji. Tako da smo tudi skreirali program, ki je v španščini, 30% sicer v angleščini. Želeli smo si pa format, ki bi bil blizu ljudem, ki že delajo in ki bi bil dovolj hiter in dovolj prodoren, da bi po teh mesecih preživetih z nami lahko se dejansko prekvalificirali. Naredili smo podiplomski program, ki je v bistvu bil naslovljen Sustainability Transition and Climate Emergency, ker smo si želeli v bistvu privleči študente s tem, ki se že zavedajo problematike in ki razumejo, zakaj se gre. Razdelili smo ga v 4 sklope, ki so se predavali v 3 mesecih, se pravi 12 tednov približno smo imeli. Četrtke in petke popoldne in zvečer smo se dobivali na online, v bistvu na Zoomu,
kjer smo imeli nekaj teorije, pa nekaj apliciranega, potem pa vsako soboto v teh 3 mesecih od 9 do 3 v živo na SCUPF. Zasnovali smo program na način, da smo jim želeli dati zelo dobro bazo na začetku, tako da smo imeli prvih 20 ur, smo se ukvarjali s tem, kaj je trajnost, kakšno je ozadje, kakšno je poslovno okolje glede trajnosti zdajle, kakšno zakonodajo imamo, kaj sledi na ravni Evropske unije, kaj sledi na ravni Španije. In smo res v globino predelali vse te teme z vsemi vidiki zelenega dogovora. In ko so zaključili ta del, so šli direkt naprej v podnebno upravljanje, usmerjeno v rezultate, ki je bila pa zelo aplicirana metoda. S tem so se ukvarjali mesec in pol. Strokovnjaki iz UNESCO katedre za klimatske spremembe so jih dejansko naučili raznih metodologij za izračun ogljičnega odtisa, vodnega odtisa, delali so na razvojih načrtov za zmanjšanje odtisov, spoznavanje ekodizajna, krožnega gospodarstva. Tle so v bistvu že aplicirali vse znanje potrebno za to, da zadovoljijo zahteve zelenega dogovora. Intenzivno, ja. So se bili zmožni naučiti, ja. Je kdo imel kakšne negativne kriterije, kasneje, ko so zaključili, ne. Je pa dejansko bilo pač sploh v tem drugem delu našega programa delo noro, ker so se večina iz nule rabili naučiti vsega. Ker smo vedeli, da samo razumeti pravno okolje in samo razumeti poslovno okolje in videti v bistvu, kam grejo vse te zahteve za podjetja za trajnost, ne bo dovolj, tudi če potem aplicirajo te metode izračunov ogljičnega odtisa, etc. Vsaka tranzicija zahteva financiranje. Pač ta sprememba v podjetjih se dejansko nikoli ne bo izvedla tako, kot se more, če se ne najde financ za to, da se spremenijo načini poslovanja. Ker smo imeli mi tudi že ogromno izkušenj preko svetovanja podjetjem in preko aplicirana z javna sredstva, smo imeli ogromno izkušenj, kako pridobiti zasebna in javna sredstva, smo dejansko na koncu naredili v bistvu še ta tretji predmet znotraj tega programa, kjer smo govorili o osnovi trajnostnih financ, jih naučili, kako poiskati finančne instrumente Evropske unije, investicije, javne investicije, ki so možne za prehode, razne davčne vidike in pa načine iskanja financiranja strani zasebnih sredstev. In tudi to smo se učili v bistvu 20 ur, aplicirali na konkretne predmete, pokazali jim, seveda brez imen zaradi zasebnosti, uspešne projekte, ki smo jih mi prijavili, samo da jim pokažemo, da financiranje se vedno da dobiti, če veš, kam se obrniti. Še vedno je zadeva takšna, še vedno ogromno sredstev prihaja s strani Evropske unije, ki so potem prelita tudi v sredstva Španije, in so se v bistvu tle naučili, kako poiskati financiranje za vse te rešitve, ko so jih prej najdeli. Ker se pa s tem zadeva ne konča, trajnost je vedno treba odlično skomunicirati navznoter in navzven. Če dobro skomuniciraš tvoje trajnostne spremembe, na zunaj raste vrednost podjetju, če jih dobro skomuniciraš znotraj, imaš delavce, ki so motivirani za izvajanje teh sprememb, ker spremembe se vedno na koncu koncev aktivirajo in spravijo v prakso preko delavcev in preko tistih, ki to izvajajo, tako da smo zadnji predmet dali kot vodenje in komuniciranje za trajnostni prehod. In v bistvu po 3 mesecih so oni dobili diplomo podiplomskega študija in večina teh študentov v teh 4 letih, ko smo to izvajali, je dejansko takoj, ampak dobesedno takoj po tem, ko so zaključili naš program, začeli delati kot trajnostni svetovalci. V zadnjih 2 letih smo ta program ustavili zaradi tega, ker ga prenavljamo in ga želimo v bistvu spraviti v angleški jezik, ker je pa ena stvar, ki smo jo ugotovili, to, da tudi če naši študentje potem delajo na španskem trgu, da od večine njih se zahteva delo v angleščini. Ker so tudi potem poročanja ne na ravni tega podjetja, ki je v Španiji, ampak na ravni v bistvu glavnega podjetja, ki je nekje drugje v Evropski uniji in ta poročila konec koncev so vedno v angleščini. Tako da bo dobil majčkeno novo oblekico, ampak v letu, ki prihaja, se začne v bistvu na novo. Kako smo se mi odločili, kaj je za nas najbolj pomembno? Pogledali smo, kaj je najbolj pomembno spremeniti in katere programe je najbolj pomembno spremeniti in katere teme je najbolj pomembno upeljati noter v naše programe. Ker stalno nasno nam je, da krožno gospodarstvo je edini način, kako mi trenutno na ravni Evropske unije ali pa na ravni Združenih narodov
vidimo možnost, da gremo iz tega kolapsa, v katerega smo zdaj trenutno namenjeni. In krožno gospodarstvo je zelo lahko vpet v marsikaj, v ekonomske teorije, v pravne vede, v karkoli poslovno učimo, pa še veliko več od tle, tudi v načine komunikacije, kako komunicirati o trajnosti, etc. Tako da eden od naših stebrov v bistvu je, kako se osredotočiti na krožno gospodarstvo in na predmete, ki o tem govorijo, tudi v naših winter and summer schools. Podnebna pravičnost je druga stvar, kjer smo jo želeli nasloviti. Tranzicija je vsaka težka, tisti, ki bojo največ zgubili, so tisti, ki že trenutno nimajo preveč. Ne samo, da analiziramo neenako razporeditev podnebnih vplivov, identificiramo na ravni univerze in na ravni individualnih programov tudi kdo so ranljive skupine, kaj so trenutno tiste pravice, ki bi jim v bistvu mogle pripadati, pa jim ne, in kako bo klimatske spremembe v bistvu to še poslabšale. Ogromno se dela na medgeneracijski pravičnosti in pa etični dimenziji okoljskih politik. Odvisno od predmeta oziroma od programa, govorimo ogromno tudi o odgovornem poslovanju. Se pravi, ne samo zato, ker nas pravo prisili, da se moramo obnašati, ampak v katerih vidikih je etika potrebna za uspeh podjetja in kako se etika danes definira. In pa potem upravljanje trajnosti, to po programih, ki ste jih videli že jasno, kako upravljati trajnost, kako voditi spremembe, kako slediti vsem spremembam, ki se nam dogajajo na ravni zakonodajnih okvirov Evropske unije, nacionalnih zakonodajnih okvirov, raznih mednarodnih konvencij, ki zmeraj bolj rastejo, tudi spremembi mednarodnega prava na splošno, ker končno eno leto pa pol nazaj smo dobili novo človekovo pravico do trajnostnega in zdravega okolja, ki je pa v bistvu zdaj pravno gledano baza za marsikatero tožbo, motivirano s klimatskimi spremembami. Ogromno vsega tega učenja, ki sem vam ga zdaj v bistvu predstavljam, se bazira na interaktivnem učenju, realnih projektih, povezavo z ljudmi, ki so aktivni v bistvu v trajnosti, ki so, ne vem, lastniki trajnostnih podjetij, ki so direktori trajnostnih podjetij, ki so direktori nekih nevladnih organizacij, etc. Se pravi, dejansko ogromno delam tudi na tem, da to mrežo, ki sem se v zadnjih 14 letih na naši fakulteti ustvarila, tudi mednarodno mrežo, čez vse kongrese, čez Združene narode in sodelovanje na kopih in tako, da jih pripeljem v razred, če jih ne morem fizično, vsaj prek Zooma, in da delamo na realnih projektih. Še vedno sem mnenja, da dejansko se študenti naučijo samo takrat, kadar lahko okusijo in se nečesa dotaknejo, in ogromno individualne motivacije pri meni gre v to, da jim omogočam to, da okusijo. Kako to izgleda v praksi in koliko teorija obljublja, ki praksa ne more izvesti in obratno. In to se še v bistvu vedno izkazalo za najboljši način učenja, tako da tudi v razne predmete, ki jih ustvarjamo zdajle, se pravi tudi ta predmet na pravni fakulteti na dodiplomskem študiju, ki sem vam razložila, tudi oni bojo imeli obisk 2 startupov zdajle, ki jim bojo razložili, s katerim problemom se ukvarjajo, kako rešujejo stvari, kje so ekonomske pasti, etc. Tako da imajo malo več realnosti v bistvu v vsakdanjem učenju. Zunanje sodelovanje je zame super pomembno, ker se naučim vmes, kad z drugimi institucijami sodelujem, marsikaj oni mene naučijo, nekaj jaz njih. Ogromno sprememb na pravni fakulteti pri nas se je v bistvu zgodilo tudi zaradi tega, ker sem imela možnost izkusiti Utopija mrežo in pa sodelovanje na ESSEC poslovni šoli v Parizu. Kaj je skupno vsem nam in njim je sledeče, kar me v bistvu malo skrbi, po drugi strani pa tolaž, da je to samo začetek. Kljub temu, da si mi želimo prenoviti vse programe in dejansko imeti kot neko moralno vodilo tudi trajnost in razumevati, zakaj je trajnost absolutno pomembna in da ni nek modni dodatek, se še vedno znajdemo zdaj v fazi, kjer samo dodajamo dodatne predmete in ne transformiramo onih osnovnih predmetov, ki jih imamo. Bom dala primer. Na ESSEC-u recimo imajo nek poseben program, poseben magisterij, hospitality management, se pravi, se ukvarjajo s turizmom. V tem programu z menedžerje v turizmu imajo 90% kurikuluma tega
klasičnega, s klasičnimi ekonomskimi vedami, management vedami in nekaj prava. In potem ta predmet, ki ga imava s kolegico, ki je Sustainable Finance and Law, ki pa govori o trajnosti. Se vam lahko mačken siguren posveti, kaj to pomeni. V 90% predmetov se učijo, kako maksimizirati dobiček, znižati stroške, kako izkoristiti sezone, kam postavljati v bistvu hotele, zaradi tega, da bo dobiček največji. Potem pa prideva jaz pa Joana in razložba, kako ne morejo tako razmišljati, kako lih tam, kjer oni naj bi postavili hotele, bojo imeli kmalu težave s pitno vodo, etc. Se pravi, kljub temu, da ozaveščamo preko sistema, ki je add-on. Se pravi, dodamo nek predmet, upamo, da jih bomo bolj ozavestili, po drugi strani jih pa učimo istih stvari, kot smo jih učili zadnjih 40 let. Ekotopija je mačken drugačna, ker je v skladu z misijo mreže Eutopija, kjer si želimo, da bi bila trajnost v bistvu vodilo našim študentom in imajo na nek način predmete, ki govorijo o mednarodnem povezovanju, mednarodnem okolju, evropskem poslovanju in tako mednarodni vidik, ki ni nujno netrajnosten. Potem imamo pa mi naš predmet Ekotopija, ki je pa popolnoma trajnosten, ki je učil s tem. Sam je pa spet mreža 10 univerz s 6 partnerji, kjer večino programov imajo netrajnostnih, ker konec koncev naše ekonomske teorije in pravne teorije so še vedno precej netrajnostne, in potem mi z našim add-onom Ekotopije. Ideja tukaj bi zdaj bila, kar smo že začeli v bistvu na UPF delati, upeljati trajnost v individualne predmete takšni, ki že obstajajo. Da razložim. Jaz učim ogromno na ekonomiji, učim ogromno na pravu in učim ogromno, v bistvu še največ mojih trajnostnih predmetov. Kaj se meni še vedno dogaja, kar je težko sprejeti, ampak je realnost, je, da pridem učiti mikroekonomijo, mogoče dejansko študente prvega ali pa drugega letanka, jih moram naučiti teorijo in začnem govoriti, da v bistvu kako bomo v naših modelih vzeli kot predpostavko to, da so naravni viri neomejeni, to, da kako se podjetje odloča, kako bo poslovali, je tako, da samo stroške pogleda, pa prihodke, pa kje bojo dali optimalno količino, s tem, da ne ponotranimo škode niti socialnem delu trajnosti, niti okoljevarstvenem. Se pravi, učim jih tisto, kar nas je pripeljalo, do kjer smo zdaj kot družba, ker se ti kurikulumi in učni načrti ne spremenijo. Tako da tle bo treba še nekaj podelati, kar si pa javna institucija, pa verjetno vsi udeleženi tle veste, da ni lahko spremeniti učnega načrta za mikroekonomijo recimo in reči, ta teorija zame kot za akademika ne velja več, kaj pa če bi mi donut economics upeljali in se sesuje svet in ti nihče tega ne dovoli. Tako da tle bo treba še mačkem podelati tudi na strani nadzornih agencij tle v Kataluniji, če lahko na našem primeru govorim, da se začne razmišljati o tem, kakšne osnove mi študentom dejansko dajemo skozi programe, ki smo jih skreirali. Ok. Ima kdo kakšno vprašanje? Zdaj sem šla v mašino. Lahko tudi na koncu. Če imate vmes kaj, tudi lahko roke dvignete, ni noben problem. Ja, ali pa tudi v chat. Ja, kakor želite. Mislim, da mogoče se nekdo... Ja, jaz pa bi vprašala, Katarina Habe z Akademije za glasbo. Najprej vse čestitke, to so res take velike stvari in občudujem delo vas in vaše ekipe, hvala za to. Moje pa vprašanje je, kje se tukaj vključuje umetnost? Če bomo gledali samo na okolje, okolje je tudi socialno okolje in se mi zdi, da prepogostokrat pozabimo, da je umetnost tista, ki tlakuje pot za kulturo duha in kulturo okolja. In me zanima, kako vnašate ta vidik v trajnost pri svojem delu. V bistvu tle nam ni bilo treba veliko narediti, zaradi tega, ker živimo v Barceloni. In logika naše fakultete in logika naše univerze in logika našega mesta je, da umetnosti je lepota. Tako da karkoli mi recimo naredimo, tudi ko imamo podelitev diploma ali pa karkoli, dejansko imamo mi naš zbor, ki pride pet, kako se gradi recimo naš nov center za planetary wellbeing, je bilo tako, da se je najprej pogledali
arhitektura, da je v skladu z naravo, da je prijetna na pogled, da imamo drevesa noter v centru zdaj. Tako da tle v bistvu nam ni treba nič narediti zaradi tega, ker mesto diha in živi kulturo. No? Tako da jaz sem tle ful pristranska, vam ne znam niti reči, to je del našega well-beinga, tako da planetary well-being, tle ta del družbenega, kako se mi družbo ustvarjamo, kako umetnost opletemo, to je že tukaj, ampak je tukaj zaradi kulture. Tako, če bi prišli recimo nas pogledat, bi razumeli, kaj mislim, ker pri nas tudi, ne vem, najmanjše aktivnosti od študentov imajo en kup enih kulturnih dejavnosti, pa teater tle na Pompejo fabriki so potem dejansko naredijo predstavo za celo fakulteto. Upet je to že v naš vsak dan. Ampak ja, jaz z drugega vidika gledam, rečemo, kako se opolnomoča, rečemo, ta umetniški vidik v družbi, ne samo kako imate vi v svoji instituciji to vključeno, ampak kako vi kot institucija stopate v okolje in trajnostno vplivate prek umetniškega vidika, ne zgolj tega fizično-ekološkega, ampak kulturno-ekološkega vidika. Jaz bi rekla, da tle v bistvu spet pridemo nazaj na tisto, kar jaz že non-stop piskam, vrednote. Vrednote, kaj vidimo za vredno in kaj ne. In tle spet moram iti ven z Barcelone, da lahko odgovorim. Zakaj? Zato, ker pri nas recimo, da vam razložim zakaj. Pri nas je poklic umetnika še vedno viden kot super vreden. Če si ti umetnik v Barceloni, pa če si igralec v Barceloni, pa če si plesalec v Barceloni, je dejansko drugače kot v ostali Evropi, ker tukaj je to ful vredno, ogromno vredno. Tudi recimo, če otroka daš v izvenšolsko dejavnost, tle pri nas, ker dejansko bo plesu, nihče ne reče, da zapravlja čas pa 14. Vsi rečejo, le iz njega nekaj bo. Kar se tiče pa kako to vstaviti spet kot neko vrednoto v družbo, če je to vprašanje, če sem ta prav vidik zdaj zadela, je pa dejansko delati na teh vrednotah in reči, ne, produktivnost ni samo to, da tečemo kot kure brez glav. Produktivnost je tudi to, da se ustavimo in čutimo, ker mindfulness pa awareness je v bistvu baza vsega tega, kar počnemo v trajnosti. Temu se reče, ne, in če še niste slišali za vse udeležence, zdaj le Inner Development Goals. Se pravi, kolikor so delali SDGs, pač Združeni narodi, so se dejansko ljudje ustavili in rekli, edina preobrazba, ki se bo zgodila, je tista, ki se v nas najprej zgodi in gre naprej ven. Umetnost je pa del tega. Ustaviti se, začutiti, poslušati. Tako da preko teh vrednot in reči, ne, v bistvu nisi samo produktiven, če tečeš kot kura brez glav in narediš 5 magistrskih programov, dejansko si ti produktiven in trajnosten, če greš nazaj v bazo. No. Tako da z tega vidika bi jaz v bistvu pristopila, sem se pravim, jaz sem zdaj spet tle grozen prstanska, ker cela naša kultura je v bistvu na tem. Ampak veste, kaj bi si jaz želela? Jaz bi si želela, ker so te programi osnovani, so osnovani spet zelo levohemisferično. Ker bi si pa jaz želela, pa da bi te programi dihali tudi z umetnostjo in da bi se umetniški vidiki implementirali, rečemo, ali v didaktične pristope, ali v način snovanja programov, tako da nismo kot družba izključno res tako levohemisferično, analitično in vse tako naravnani, ampak da bi spodbujali človeka kot celoto in samo z umetnostjo, po moji presoji, lahko pridemo do te poti, a ne? Jaz se dejansko strinjam, edini način, ki imam jaz zdaj podoben temu, pa ne seže toliko daleč, kakor bi si želeli, je, da vedno delam na vrednotah, ki delam študenti, ampak vedno. Grem nazaj v smislu, a ti to opaziš, zakaj opaziš, a se ustaviš. Ok, tukaj je ena politika napisana, ampak a veš, zakaj je? A veš, zakaj smo prišli do tega, da ta politika mora biti napisana? To je zdaj spet moj osebni pristop, pač saj to v učnem načrtu noter, ampak moj osebni pristop, da rečem, moraš okusiti, moraš izkusiti, moraš začutiti, šele potem boš razumel. Sam še tu rečem, pa predam besedo. Želim si, da bi lahko tudi umetniške akademije v takšnih programih sodelovale, zato ker skupaj se mi zdi, da bomo delali spremembe. Tako da, ja, tukaj vidim našo prihodnost. Veseljem, kar napišite mi, kaj se bomo pogovorili o tem, jaz bi dejansko rada, ker to je baza mindfulnessa tudi, tako da z veseljem, res iskreno. Vidim, da še Jelena. Ja, še ena. Hvala lepa. Jaz bi želela tudi Katarinu podpreti Habe, zato kot jaz direktno delam na področju Planetary Health and Arts. Že delam 2 leta in kot reprezentantka od Global South Arts and Health Envoy и представляем Европу и Центральную Азию. С одной стороны, с другой стороны, я всем делала за дружбенные народы.
за Норвежку, и Норвежка была первая держава, которая установила та концепция sustainability. И с третьей стороны, я студии лето 2017, лето 2019 делала по казацам университета Любляны за 3,20 факсов и 3 академии. На добрі праksi от Guild and Liru Universities. І свіда ваша універса є една із тих, ще додатно по Planetary Health студії ділує University of Glasgow із Liru. Потім тоді Хайдельберг універса, який представляє тоді розличні тисячолітні школи за Planetary Health. І ще мислим, ще на низоземском, тоді Ультрих, я смысле, Ультрих универсам. Меня занима, я видим, да обстає holistic approach, щоб здружили Глазбу і тоді STEM and Art скупай. И я с вами на чистом подрочье, я с вами со всего света извин Европейской Унии, из Индонезии, из Перу, из различных держав по чистой тематике, только от Socratic Lecture Symposium. И уже 2 лета мы тут делаем на чистом подрочье. А пак меня занима за только лето 2019 студии, то была одна из чистых рекомендаций, дабы то развили за добрые пракси, от добрых пракс универс Liru and Guild University по Planetary Health in Arts за 3 академии. Так рад, мы говорили о 3 академиях, туди за Глазго. Меня занима, как бы вы, али могучи же соделуете, например, с универса с Глазго, али могучи с Хайдельберг универсой, али могучи с Низоземска, могучи, дабы skupaj to bilo pripravljeno. Lahko z veseljem mi lahko tudi email pošljete. Mi sodelujemo, ampak sodelujemo preko tega magistrskega programa, ki ga imamo Planetary Health. Oni so v bistvu naši svetovalci zunanji tudi, mi imamo nek odbor, svetovalski odbor od zunaj. Tako da vsako leto, ko prenavljamo program, jih pokličemo, se usedemo, nam povejo, kakšne so njihove izkušnje, pregledajo z nami predmetnik in potem spremenimo stvari, ki jih moramo spremeniti, ki se nam zdijo za spremeniti, ampak ne, v bistvu, da bi sodelovali z umetnostjo zraven, ne, sodelujemo pa z njimi pri tem Planetary Health magistrskem programu. No? Tako da za naprej z veseljem. Lahko pošljete email, pa se bomo zmenili, če se da kaj sodelovati, pa da je siguren interes tudi na naši strani Walka. Sem prepričana. Hvala lepa. Okay. Zadnja stvar, preden odpremo za vprašanja, če več povem, bom itak že zdolgočasla. Ni samo okoljska trajnost. Jaz ogromno delam na okoljski trajnosti, samo zaradi tega, ker sem očitno iz gospodarskega prava in me morijo stvari že zadnjih 20 let. In v istem času sem imela srečo, da je Evropska unija začela odpirati ta vrata in odgovornost podjetij v istem času, ko sem jaz doktorirala, tako da tle se je luštno poklopil. Ogromno ljudi dela na naši fakulteti tudi na socialni trajnosti. Imamo zavezujočo strategijo, ki se osredotoča na ljudi, na dobrobit ljudi. Zagotavljanje popolne enakosti spolov, vključevanje različnosti, boj proti vsem oblikam diskriminacije in ni samo papir. Tle sem res iskreno ponosna, da lahko povem, da ni samo papir. Ogromno aktivnosti, ogromno osveščanja, ogromno podpore. Je pa spet res, da bom popolnoma iskrena, da nam mesto to omogoča. Zakaj? Zato, ker nedavno smo imeli celo v jedilnici papir, ki ga položiš na pladenj, preden ješ, ker mesto Barcelone zdaj ponuja brezplačno psihološko pomoč vsem otrokom med 12 in 25 letom, kjer lahko pokličejo nekam, dobijo brezplačno psihološko pomoč, etc. Dejansko se za dobrobit ljudi skrbi tudi na ravni mesta in pol je nam lažje to implementirati v naše politike in naše prakse, zaradi tega, ker neka baza že obstaja. Imamo enoto za enakost in raznolikost, specializirana znotraj UPF, kjer se koordinirajo te politike, kjer se izvaja monitoring, kjer se svetuje vodstvu, razvijajo strategije in hkrati se zagotavlja podpora tako študentom kot osebju, da bi res dosegli resnično vključujoče okolje. Kaj je bilo meni krasno, odkar sem prišla na Pompeu Fabro in še vedno živim to, študenti so noro povezani. Dejansko imajo mešane skupine, niso ločene med spoloma, in neke vrednote imajo, ki ne znam razložiti, ki jih noro povezujejo, no? Ampak to je dejansko prišlo že iz tega okolja in tega vzgajanja čez
osnovnošolski sistem in naprej, ki nam potem dovoli, da na temu še dalje gradimo na univerzi. Imamo res brezkompromisne protokole, ampak res, kar se tiče varovanja pred nasiljem in fobijo, imamo jasne in bomo rekli tudi učinkovite postopke, ki se dejansko zaženejo takoj za prijavo ter obravnavo raznih primerov nasilja ali nadlegovanja ali diskriminacije. Imamo ogromno programov ozaveščanja LGBTI, ampak pri nas v bistvu tega dejansko niti nismo neki rabel ostrit, pač osnoven program je in deluje. Še enkrat, zato ker je okolje podporno. Spolna perspektiva, tle se je ogromno naredil strani te enote. Poskušamo integrirati dejansko spolno perspektivo v vsak kurikulum, kar smo ugotovili, da zgodovinsko nam ne gre leh v prid je, da v marsikateri vedi je dejansko težko najdeti nekako zbalansirano razmerje med moškimi in ženskimi raziskovalci, ki ponujamo literaturo otrokom. Tako da upam, da v naslednjih 5-10 letih se to zboljša, ker še vedno odvisno od vede je razmerje med spoloma pač ni enako, no, dejansko. Potem so pa študenti tudi naredili en projekt, ki se imenuje Wikidones, ki je bil podprt tudi strani UPF-a, kjer dejansko naši študenti sistematično naslavljajo spolno pristranskost na Wikipediji in ustvarjajo in izboljšujejo članke o ženskah v znanosti, umetnosti in družbi in so trenutno ustvarjali že več kot 200 novih biografij in tako mačkam spreminjajo to ravnovesje. Tako da jaz bi se tle ustavila, ne bi več kaj dosti podaljšala, tako da imamo čas za že vaše vprašanja. Vam bom poslala tudi predstavitev preko Smula, da si jo boste lahko ogledali, če so še kakšno vprašanje, če želite kaj bolj v detajle pogledati, no, zdaj bi pa odprla v bistvu za vprašanje in odgovore. No. Lepa hvala, Lila. To je bilo res zanimivo in gotovo je dosti vprašanj. Jaz imam tudi enih par tukaj pri meni. Jaz bi vprašala mogoče najprej v skupino, če so vprašanja. Med poslušalci dvignite roko, javite se ali pa napišite v chat. Mogoče vprašanje, eno čisto za moje razumevanje, mogoče mi lahko poveš, kaj je pravzaprav razlika med planetary health in global health? Če obstaja. Jaz bi rekla, da planetary health dejansko, in tako je tudi Lancet ga v bistvu določil, je tudi naš planetary well-being na koncu prišel, ker mi smo ga še razširili. Bomo tako začeli. Global health bi bilo, kakor smo mi razumeli ta termin v vseh teh letih, ki smo se s tem ukvarjali, je dejansko zdravje ljudi. Da se osredotočamo na zdravje ljudi, pač zdravstvene sisteme, etc. Tisto, kar smo mi tradicionalno razumeli kot zdravstvo, če mene nekdo vpraša, zdravje. Planetary health je potem zdravje celotnega planeta. Ljudi, živali, biosfere, ekosistemov, ne? Razširimo. Se pravi, smo samo mi, te glavni igralci, ampak je še par glavnih igralcev, ki nam omogoča, da preživimo. Tako da Lancet je to razširil in takoj po Lancetu je v bistvu naš raziskovalec skočil na ta termin in razvil z velikim veseljem planetary well-being. Planetary well-being naš, gre pa še malo širše je, a smo mi okej. A se dejansko dobro počutimo, a dejansko živimo v skladu s tempom, ki ga lahko preživimo, se pravi tudi mentalno zdravje. Tudi kvaliteta življenja. Se pravi, nam ni vseeno za ekosisteme, pa za živali, pa za ljudi, ampak tudi za mentalno zdravje nam ni vseeno, pa za kvaliteto življenja. Tako da mislim, da je pomembna razlika, ki je dobro poudariti. Eno vprašanje je bilo že pred predavanjem. Kaj so merila? Obstaja kako merjenje uspešnosti teh programov? Kaj je vgrajeno, kar na kak način lahko človek reče, da smo uspešni v tej transformaciji? Mi se non-stop ukvarjamo s tem, kako to meriti, ker logično je, želiš si videti, da si bil uspešen, ni pa dejansko lahko. Kaj smo mi uporabili kot merilo je bilo, sploh pri teh, ker nismo šli na institucionalno raven. Nismo merili zdaj kako UPF, kot cela
koliko smo uspešni v tem, ker dejansko cela UPF še ni prežeta s tem. Smo pa merili, kar se tiče individualnih programov, in smo imeli dva načina. Pri mojem doktorskem, pri mojem kratkem praktičnem programu na ESC UPF smo mi pogledali dejansko, koliko študentov se je zaposlil nekje v delu s trajnostmi, in smo imeli v bistvu feedback z njimi, ker jih ni bilo toliko ogromno, pa se je lahko z njimi govorili, in smo dejansko videli, da so se vsi zaposlili, 90% jih je pa obdržalo službo po enem letu, kar je bilo top. Drug način, ki je pa malo bolj institucionalen, pa je tudi en moj zelo dober kolega iz Francije v bistvu razvil ta test. Če vas zanima, morate nujno pogledati, ker je res dober. Sully test se reče in je v bistvu edini test znanja o trajnosti, ki ga imamo trenutno na institucionalni ravni po celem svetu za študente. In ta Sully test ima eden od pristopov, ki se mu reče task, in pomeni, da ti preden otroci stopijo v tvoj program, preden študenti stopijo v tvoj program, testiraš znanje o trajnosti, in potem, ko zapustijo tvoj program, še enkrat na isti način testiraš znanje o trajnosti in vidiš, koliko si napredoval. To smo pa naredili pri Sustainability Management programu, pa je bil tudi skok 45%, s tem, da morate razumeti, da naši študenti, ki pridejo v Sustainability Management, so študenti, ki že imajo znanje o tem prej. Študenti, ki bi kar prišli z neke fakultete, univerze, ki še nikoli o trajnosti niso slišali. Velika večina so jih dejansko že bili svetovalci v trajnosti, pa so potem prišli k nam. Tako da ta skok 40-45% je bil zame res dobro, to bom rekla. Res. Lepo, ja. Potem je bilo tudi vprašanje, kako pridobiti finance za prenovo predmetnika, in to se seveda nanaša zdaj na slovenski prostor, recimo, kak nastane, kak se lahko inštitucija pripravi na to. Kole bom rekla, dva pristopa k temu sta. Ta prvi verjetno ne bo preveč popularen, ta drugi bo mačken bolj jasen. Jaz mislim, da je to odgovornost čisto vseh nas profesorjev, da vpeljemo dejansko trajnost v vse, kar počnemo, zaradi tega, ker iz znanosti nam je jasno razvidno s tem, da smo že od 1950-ih vedeli, da imamo težavo, ker je The Club of Rome izdal svojo knjigo, da je treba trajnost vpeljati v to, kar učimo, iz neke družbene odgovornosti. Vsak od nas v vsakem primeru prenavlja to, kar uči, in način, na kakršen uči, zaradi tega, ker se moramo prilagoditi in študentom in znanju, ki je na voljo tam zunaj. Ne samo tistmu, kar mi raziskujemo, ampak kar drugi raziskovalci dokažejo. Trajnost je samo še ena plat te iste zgodbe. Prenavljanje učnih načrtov, sestavljanje novih programov, še enkrat, to se ne bo zgodilo z danes na jutri in ne bomo v vsakem predmetu to naredili. Se pravi, jaz vidim to kot našo družbeno odgovornost profesorjev, identificirati, kje je najprej treba spremeniti, zaradi tega, ker dejansko nismo v skladu s tem, kar potrebujemo, zato da človeštvo preživi, in potem nadaljevati od tega v sklopu naših obveznosti, kakršne že so, in prenove, kakršne se že zahteva od nas. Po drugi strani pa, kar smo tudi že v bistvu mačkrat razglabljali prej, jaz razumem, da materialov za nekoga, ki se ni ukvarjal s trajnostno prej, nekih kondenziranih, logičnih učbenikov še ni. In to mačkano otežuje stvari. Se pravi, če govorimo o financiranju potem, da pridobimo znanje, je potem takšno financiranje tudi strani Evropske unije, kakor so te delavnice, ki jih bomo izvajali na koncu mesta, pomembno, kar pomaga, ker dejansko se povrne nekak investicija tistega, ki uči, kljub temu pa ni prevelika investicija. Druga stvar je pa, da lahko v bistvu poiščemo, če so učbeniki, tako kot zdaj takega mi izvajamo, da se poišče neko vodilo oziroma oseba oziroma učbenik, ki ti pomaga čez to, da v bistvu neka investicija, da bi se ti rabo usesti in en mesec samo o tem razmišljati, pa vse ostalo pozabiti, niti ni potrebna. No? Tako da jaz bi rekla, da tle nas bo rešilo bolj povezovanje, zavedanje tega, kaj je naša odgovornost, iskanje informacij in deljenje informacij na odprti način, en med drugim. Če bo pa potrebna večja investicija potem za prenoviti karkoli, se pa tudi dejansko evropska sredstva lahko išče, ne pa za prenovitev kurikuluma, ki je na nas že v bistvu vsako leto oziroma vsakih ne vem koliko let, odvisno od tega, kje se znajdeš. Pri nas je obvezna prenovitev vsako leto. Tako da jaz ne morem recimo istega predmeta dati letos ven, kakor sem ga imela lani, bom mogla prenoviti vse junija, postaviti na novo in še enkrat pregledati vse prosojnice, učne načrte, vse, kar imam. Tako da pri nas je to letno in to je del naše obveznosti. Tako da jaz ne vidim točno, kakšno investicijo naj bi rabili. Ja, mogoče ena od možnosti, takoj bom se odzvala tudi
Samo en komentar še tukaj zraven je sploh v enem prostoru, ki je mogoče slovenski prostor, bi bilo smiselno te programe povezovati med univerzami. Seveda, ker tukaj se pretaka znanje, ne? Zato sem pa rekla kooperacija, dejansko koordinacija, delate en z drugim in se učite eno drugega, zato pa tudi smo v bistvu tukaj zato, da gre hitreje naprej. Tako, in vidim, da je vprašanje, prosim, gospa Zupanec. Ja, najlepša hvala za besedo in najlepša hvala za to predstavitev, res impresivno. Jaz prihajam sicer z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Tudi mi želimo čim bolj spodbujati trajnostnost v visokem šolstvu. Leta 2023 smo tudi objavili e-vodnik za ozelenitev visokega šolstva, kjer tudi spodbujamo ta celosten pristop, kot ste ga vi predstavili, ki ga imate v bistvu na ravni vaše institucije. Me pa zanimalo, no, pač to mi je bilo zelo zanimivo, ko ste predstavljali vse, kako pristopate sistematično k prenavljanju kurikulumov, tudi kakšne izzive imate pri tem, ker se v bistvu nek ta business as usual pristop sreča z pač novimi, kot je donut economics in tako naprej. Me pa v bistvu zanima, tudi mi je bilo zanimivo, ker ste rekli, kako pa samo to funkcioniranje univerze skušate narediti čim bolj ogljično nevtralno, da tukaj se v bistvu osredotočate predvsem na mobilnost, ki ima pač največji ogljični odtis. Me pa zanima tudi, če se mogoče kaj pri nabavljanju, se pravi pri javnih naročilih, tudi odločate za trajnostna javna naročila in če mogoče ste že tudi preizkusili kakšno nabavo te obnovljene računalniške opreme, taki je pač refurbished ali pa rebuild, skratka, ker vemo, da ni samo ogljični odtis, ampak tudi materialni odtis je tisto, kar je problematično glede na to, da imamo planet z omejenimi viri. Pa še nekaj bi v bistvu vprašala. Videla sem v vaših prosojnicah, večinoma ste uporabljali izraz trajnost za sustainability, nekje se je tudi pojavil trajnostnost. Mi smo nekako v tem našem e-vodniku skozi uporabljali dosledno trajnostnost, ker tudi ta ZRC SAZU svetovalnica jezikovna tudi to priporoča, pa me samo zanima, je to bolj vem, da tudi se v medijih večinoma trajnost uporablja. Mislim, da je to bolj posledica tega, da jaz delam v 4 različnih jezikih in ker slovenščina pride nazaj, se najprej prekrižam in potem poskušam nekaj sestaviti. Ampak dejansko sem v zadnjih 3 letih napredovala in dejansko imam že celo predavanje lahko spet v slovenščini, kar je čudež. Tako da ne, to je čist fault na moji strani. V redu. Pa še to bi želela samo reči, naslednji teden bomo skupaj z Agencijo za kakovost NAKVIS objavili eno novo pobudo za spodbujanje trajnostnosti, tako da ne morem zdajle povedati kaj več o tem, ker pač bo naslednji teden to objavljeno, ampak bi vse v bistvu, ker mislim, da je vsa publika, ki je danes tukaj prišla vas poslušati, tudi zainteresirana za take ukrepe, da spremljate naslednji teden spletne strani našega ministrstva. Super, hvala. Hvala lepa. Ja, komentiram za 1 minutko tole v naši javni nabavi. To je meni ful pomembna tema, zaradi tega, ker ogromno sem tudi jaz spisala pa raziskala na to temo. Delali smo tudi priporočila Evropske komisiji 5 let nazaj, kjer smo naredili en res dober report, razložili, zakaj mora biti obvezna zelena nabava, dejansko, da drugače ne bomo ven prišli. Tlele imamo pa policy incoherence, meni je žal, jaz ne vem sploh, kako naj to v slovenščini rečem, ampak mi smo grozno zavezani po pravilih tega, kaj mi sploh lahko kupujemo in na kakšen način lahko kupujemo, da ne govorimo o temu, kako zakomplicirano je potovanje za predavatelja kupiti iz enega konca na drug preko ne vem kakšnih agencij, ki na koncu je veliko dražje, kot če bi ti dejansko kupil, ampak en kup enih zaščitnih ukrepov nam odreže roke, da bi mi dejansko kakšne stvari lahko bolj trajnostno delali, razen
če ni pod pravili Evropske unije. Evropska unija pa potem, ko da neka sredstva za Erasmus plus ali pa karkoli, pa upošteva, a je ekološko potovanje ali ni. Če je ekološko, imaš več dni, imaš več sredstev, etc. Tako, da ti v bistvu lahko. V čemer lahko mi vplivamo, recimo, da lahko kupimo, pa kupimo recikliran papir, pa nimamo v bistvu nobenih vending avtomatov razen pač v bistvu vodo, ki si jo lahko pretočiš v svojo steklenico in to je bilo že pred trajnostnostnim boomom in ne vem kaj še, kar sem jaz zdaj Erasmus študent tukaj. Te stvari se kar ponavljajo. Kar se tiče pa tega, da bi mi neke nove omejitve, kar se tiče okolja ali pa družbenega vidika lahko ustavljali noter v naš nabavni proces, nam pa zaveže roke španska država. In v bistvu ne moremo ne levo, ne desno, in pa smo spet pod istimi pravili javnega naročanja, ki delajo sive lase že strokovnjakov na tem področju. Tako da tle v bistvu se mačken premikamo v tismo, kar nam je dovoljen, več pa ne, dejansko ne moremo. Torej eno področje, ki bi ga bilo vredno pogledati. Ja. Tudi v chatu je razen pozitivnega feedbacka, tudi vprašanje študentke, če magistrski študentje, ki jih zanima to področje, lahko prispeva k prenovi programa Vedno. svojega. Dva načina. Prvo, piše se fakulteti ali pa univerzi ali obema, drugo, govori se s profesorjem. Zdaj, odvisno od profesorja, koliko je odprt, jaz načeloma vse moje predmete, in to vsi moji študenti vejo, na ta drugi ali pa ta tretjem srečanju, ko smo, jim rečem, kaj vas zanima, kjer od teh delov vas zanima, kot industrija, kot sklop, kot karkoli, kar jaz vse stvari, ki vam jih bom predavala, vam jih lahko na primerih iz teh industrij predavam, kar bi raje počela, če vam je všeč, kakor ne, in potem zahtevam od njih, da mi ali na tablo napišejo, ali pa pošljajo e-maile in prilagodim vse primere, ki jih imam, zaradi tega, da vem, da to odnesejo domov. Daleč stran od tega, da je pa profesor največji šef, vse zahteve, vse vidike, vse aspekte, ki se vam zdi blazno vredno, da boste lahko jih uporabljali na trgu dela, dostavite do fakultet, do univerze, etc. Sem je treba povedati. To je tisto, treba iti naprej, treba iti povedati in slej, ko prej se bo to dotaknilo nekega ušesa, ki sliši, ne samo posluša. Odlično. Tako, zdaj bi pa še vprašala, so še vprašanja v auditoriju? Mislim, da ne. Če ne, potem res še enkrat lepa hvala, Lela, to je bilo odlično, mislim, da je ogromno informacij doprineslo in mislim, da bo dosti ljudi spravljalo k razmišljanju. Gospod Lukšič, mogoče vprašanje? Ja, Prosim. imam. Zdaj se pripravljam. Mi smo od leta 2018 organizirali mednarodno poletno šolo politične ekologije, ker smo tuje predavatelje vabili in iz celega sveta so prišli študenti to poslušati, doktorski študenti, magistrski so dobili tudi kreditne točke, en teden je cela stvar potekala. In to hočemo zdaj nadgraditi, vpeljati v nek poseben program. Ravno ta izkušnja, s katero ste nas na nek način inspirirali, vse te koncepte na nek način od pravičnosti, One Health, Global Health, Planetary Health in tako naprej, vse te stvari so nam jasne, zdaj moramo sem najti. To smo že inicirali na nek način skupino ljudi iz Ljubljanske univerze, da se usedemo in naredimo ta program. Nekateri napotki so mi izkušnje iz vaše strani so mi zelo dobrodošle. Na vas se bom obrnil, da nam boste predavali tudi po Zoomu to vprašanje ekonomije, mora biti tudi prava, ker v Sloveniji smo ravno na tej točki mora biti najšibkejši. Imamo še zmeraj predmete na ekonomski fakulteti, ki so zavezani v stari tradiciji. Tako da zame je bilo to predavanje zelo inspirativno, podporo in brco v rit. Hvala. Super, hvala lepa. Odlično. Mislim, da lepše zadnje besede ne bi mogli najti. Hvala, Lela, še enkrat. Hvala vsem za pozornost. Hvala. In se slišimo pri naslednjem predavanju Smula. Hvala lepa. Hvala. Vse dobro.